Seveda je pa treba predhodno narediti tudi uravnoteženje sistema, ki je glavni pogoj, da bo sistem deloval tako, kot more. To pomeni predhodno pogledati kompletno, kaj je na to kotlarno priklopljeno, to pomeni, treba narediti en projekt, iz katerega bo razvidno, kaj kdo ima vgrajeno in kakšne toplotne potrebe posamezno stanovanje potrebuje. Drugi korak je seveda potem vgradnja, če želite, ni pa mus, termostatske ventile, s katerim boste lahko vrčevali. Tretji korak, delilniki in na koncu iz tega naslova, če se v objektu odloči več kot 90% solastniških deležev, se da dobiti od države tudi subvencije. V višini do 30% investicije. To pomeni, za vsak vgrajen delilnik je letos država dala 8 evrov na delilnik, s tem, da cena delilnika je povprečno 26 evrov in za vsak termostatski ventil 20 evrov. S tem, da uravnoteženje in termostatski ventil sta neločljivo povezana, to pomeni, treba oba koraka narediti, in uravnoteženje in vgrajeno termostatskega ventila. Ko dobiti od te dva koraka, treba oba izvesti, če želite dobiti subvencijo. Mogoče bi za uvod samo toliko, bi pa rad povedal, da smo to že kar nekajkrat predstavnike blokov obvestili o tem, smo se tudi pogovarjali na volilnih odborih, nekateri malo manj, nekateri malo več. Zdaj ne vem, mogoče nekateri ste obveščeni, za nekatere vem, da pač niste obveščeni. Zato smo se tudi odločili, da zdaj bomo vsako informacijo dali na hrbtno stran položnice, tako da bo res vsak obveščen v vsaki stvari. Da ne bo videti, da nekateri bloki so obveščeni, nekateri pa ne.